Ne vem, če bo tole kompatibilno. Iva, si ti zihar, da ne rabiš navodil? Navodila so za začetnike. Ampak ti to sestavlja že 3 ure. Kaj se ti kam mudi? Ja, sanjat. Samo tole že serijsko nekaj ne štima. Kaj ne štima? Ja, je manj luken kot vijakov. Je to pomembno? Ja, to pomeni, da je vijakov preveč. Kitajska roba. Bo že nekaj narobe z navodili. No, začetnik. Za splošno Meni se zdi v redu. Žuža! Ne delaj neumnosti! Kaj? Tukaj so prevedli, da je to samo za osebke, ki imajo manj kot 150 litrov. Ma daj. Kdo prvi je zjutraj, ki te zbudi, ko bi še spal, se glasno sveti. Pozno po noči ti spadne pasti, v posteli svoji delovali za 3. Kdo na dopustu za pošto skrbi, Ti rože zaliva prebarska stvari, kdo ti posodi jaček ali pa. vse že ga vrnil, ko ga ni bilo doma. Lepo je biti sonce, saj nič ne boli. Prijazen je pozdrav in začejo se stvari. Lepo je biti sosed, lepo je biti fin. Ko si v težavah, da si pravi ti. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skozi sonce in smeh. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skozi sonce in smeh. Lepo je biti sosed. Kezelők csak akkor kezelhető biztongáson. Az egy elsőhöz mond. To a kestekét, ez gyűlöl. Ezt az anyat se še dobro, da Silvika govori mađarsko. Hej! Ti, poslušaj. Žuža, pa se ti zdi urgentno, da bi bili vsi gugalniki sestavljeni? A jih ne bi prodajala kar po škatlah? Glej, Ivo, jutri pridejo sem stranke, razumeš, ki se zanimajo za nakup tega krasnega gugalnika za 70 evrov. In eden mora biti sestavljen zato, da bodo verjeli, da je možno to, kar je v tej škatli, sestaviti v to. Ja, to pomeni 70krat. Ja. Koliko artiklov? 20 komadov. Ja, to pomeni 20 obiskov. Ja, točno tak. Dobro, pa kaj pa, če polovica teh obiskov sploh ne kupi teh gugalnikov, kljub temu, da so razstavljeni? Prosim te, samo ne začni mi tega ugotavljati pred Benotom. Ja. Zdaj, kaj, on tega še ne ve? Ne, Ivo, ne ve. In kar ne ve, ga ne boli. Evo, tak. Evo, veperček, moj mali. Nič se ti ne zakiraj, da imaš luknjo v glavi. To bova midva lepo nekako zaflikala, pa ti bo Beno gor za lepo neki intisona ali nekaj tepih, pa to pa še niti pamet ne boš vzel. Da veš, tu smo doma, Sagadin, to sem jaz. Kako je malo, da te vidijo. Poglej, ta vidijo!
Halo, Ivo! Alo. Kako si se ti k nam priselil? Zakaj le? Žuža, ko to so tvoje škatle? Zdravo, moj brezposelni mož. Pa dobro, Žuža, nehaj se s tem. Rajši mi povej, kakega vraga te to mata. Ja, jaz sem ti sestavil ta vrtni gugalnik. Sestavo? Gugalnik? Vrtni? Ja, super, kaj zdaj bomo v dnevni sobi poleg jedilnice, kuhne, računalniškega kotička še vrt imeli? Žuža, Samo vzdušje vrta. koliko tega si kupila? Grem jaz zdaj. Ti puščamo rodni kovček tukaj, pa se poslavljam. Adijo, adijo. Žuža, koliko? 20 komadov. Samo do nedelje. Super. Moja mama bo ziher zadovoljna. Tvoja mama bi imela kakega takega? Ji ga dam po odlični ceni, za njo samo 150 evrov. No, vrede. Ji boš lahko osebno ponudila to tvojo ponudbo. Kaj? Iz oke v oko. Jutri pride. In to mi zdaj poveš? Ja. Dobro, no. 1 uro nazaj me je šele poklicala. Ima neki resen problem, pa to. Tvoja mama ima vedno neki resen problem. Se vem, kaj je bilo, zagovoril si se ji po telefonu, ne? Pa si ji povedal, da imaš strgan z okn, pa da ti je gumb odpadel na srajci. Ja, tako je pač moja mama. Kaj te češ? In kje bo tvoja draga mamica spala, če je še Lidija tu? Joj, daj, Žuža, prosim te, no. To 2 dni se bova pa že na najnem predstavljivem kovči stisnila. Mama pa ate se morata lepo kvalitetno naspat. Ata? Ja, kot nisem povedal. Beno, glej, jaz zavračam, razumeš, da bom jaz spala v lastnem stanovanju na kavču. Žuža, jaz pa zavračam, razumeš, da najno stanovanje vedno narediš skladišče. Lepo sva se zmenila, da teh tvojih stvari ne boš puščala tu. Vsaj tistih ne, kjer ne moreš nabulati v to omaro tvojo. Pa tu jih bom samo prezentirala, razumeš? Dnevno sobo bom spremenila v showroom. Kaki rum? Tebi, kaj razlagati? Ja, kam pa naj jih dam? Ja, enega lahko tu pustiš, da pol na njem prespiš. Roto sem pravi pesnik. Skoraj tako vili resnik. Kdo bo kje prespal? Moja starša prideta, še posebej oče in mama. Pa bosta pač v dnevni sobi prespala. Ja, midva, Lidija, se lahko malo na kavček stisneva, mama tvoja pa lahko prespi v tvoji postelji. Ali pa na gugalniki. Ne morem spati s tabo, Benči. To se ja ne spodobi. Ti pojdi v mojo sobo, mi dve z mamo greva v spalnico, ona dva pa naj spita tu, na kavču. Čakaj malo, Lidija. Moj ata ima ostro porozo, pa revmo v zadnjem stadiju. Ja, če bo on spal na kavči, več vstal ne bo. Ja, pol pa naj on spi v Lidijini sobi, mi dve z Lidijo bova pa v najini spalnici. Ti pa svojo mamo tu na kavču. Benči, si predstavljaš to? Mamica ti bo skuhala topli mlekec, pa ti bo povedala pravljico o 3 prašičkih, pa te bo božala, pa po laseh stikala za ušmeh, spančkal boš ko na oblačku. Nina, na, Beno lepo, a ja, prisla črna noč. Žuža! Veš, kaj ti zdaj jaz povem? Mene en kup pa to briga, kje bo kdo spal, pa kam bodo te škatle zginile. Jaz samo hočem, da v 2 urah to stanovanje je v takem stanju, v kakem je bilo prej, ko je bilo v drugem stanju.
Oprosti, meni je žal, da si glih tako mogel priti. Daj, Ivo, no, pridi, gremo. Časi. Stoj! Seveda, spet en froc, verdammene, kaj tak? Verdammene. Lahko bi ga pohodil. Ja, a pol bi pa spet se oni drli. Otrokove pravice gor, pa otrokove pravice dol, pa take. Ja, pa dobro, Ivo, kaj zdaj stojiš? Pridi že, no. Koliko škatel imava še? Še 3. Pa daj pohiti, Ivo, kaj je fuzbal. Mi dva Žužo sva to prenesla v pol ure s tovornjaka. Veš, kaj ti zdaj jaz povem, Ivo? Meni se včasih zdi, da je Žuža ko bager. Samo pogledaj, kako zgleda, ko zjutraj vstane. A jo, kaj misliš, da Silvika ne bo jezna, ko bo vse te škotle? Kaj bo jezna? Jaz sem patere familijas. Čakaj, stop, Ivo, joj. Beno. Ja. Beno, 4, 3. 3. Kostjanor. Igan. Jaz ne mrem več. Nadaljujeva po polcajte. Imaš kaj za spit? Ja, sem samo doma čerom. Dobro, verje. To je vseeno boljše kot šovrum. Ja. Prižgi si televizijo. Dobro, da si mi rekel. Drugače to jaz ne bi znal. Joj. Poslušaj, Beno, nisem te hotel vprašati pred Žužo, ampak kako, da si izgubil tako dobro službo? A je to, kot ti Silvika nič ni povedala? Ja, nekaj minimalnega je. Ja, še zmeraj ne razumem, kako si ga lahko mahnil. Ministra. Ja, če mi je pa stopil... Ja, pa vsega nisem za nalaž mahnil. Ja, kaj pa potem? Ja, stopil bi je na kurje oko. A? Ja. Živeli. Živeli. Kostjanor. Ja, je bolj za potico. Ja, moram malo poplakniti. Dobar dan. Ole, vstopite. Vam prinašam pošto od daleč. Da je iz Indije. Vizavi. Hvala lepa. Ja. Je iz Gane. Ja, Pule piše. O, super. Mislim, da tega ne bi smeli prebrati, kdo je za vašega nečaka. Ja sem samo pogledal, če je v kakšnem tujem jeziku. Ser, Silvika. Dobar dan. ja, kaj to vi prinesli, no? Pošta iz Gane. Kaj ti barbuncev ta škatla? Ja, so jo pripeljali po delih, ker je poštnina prevelika. Kaj je šala helsinška? Ne, to so... Benotove škatle. Ne, to so Žužine gugalnike. Ona je naročila eno tako robo, ne? Pol pa ne morejo pri nama biti, zato ker dobim jaz moje starše na obisk, pa smislo... Tu do nedelje, pa ja. Ja, lepo, Ivan, lepo. Poglej, Silvika, kaj smo dobili. Lepo, jaz delam v služba ko suha živina in kaj ti meni napraviš labirint? Ti pa obljubil, da napravil večerjo. Ja, saj ti jo bom naredil. Ja, kako? Ne dajo se odpriti vrace v kuhinja. Silvika. Kaj pa vino? Kupilo vino? Vino sem pa pozabil. Ja, no, saj bom že zmešal kakšno pijačo. Ja, kaj, čaj z rum. Kako veš?
Ja, kako je tebe težko presenetiti? O, Sonja. Pa ti meni obljubil romantiko še večer. Igen, Silvika, kaj je bolj romantičnega, kot biti prisoten ob vrtnem gugalniku? Ivo, Ja. v 1 uro. Ta škotla ven iz naše stanovanje, ja? Pa ne. Drugače, jaz grem. Ja! Ja. Beno. Poslovi se. Bo treba premestiti škatle. No, to pa je bil govor, ja? Nie, jaz sem patre familijes. Saj sem ga ja videl, Ivo. Poslušaj ti, kaj me zdaj ti te zafrkavljaš? Ko? Ja, morava jih premestiti, daj primi škatlo. Ja, Ivo, kamova ti dala teh 150 škatel? V sobo od tele naše Pamele. Ja, in cel teden zalivam rože, za vikend je pa sploh ne bo. Daj, primi, no. Pol pa gremo, čakaj. Evo, daj, hop, evo, Počasi. Gol! Kako si jo notu? Ne morem verjeti. Kako si jo notu? Daj šanga. Da. Prazen. Gol! Še ne vidiš, to je zdaj posnetek. Žužo, zna angleški. Ne znam, imam pa krasen slovar. 1000 najpogosteje uporabljenih besed. Imam angleščino, francoščino, nemščino, španščino in italijanščino. Sedi. 99 po komadu. Če vzameš komplet, promocijska cena 399. Poglej, Tibor dobil kartico, ne, od Hampula, ne. In potem, ko on to prebral, on bilo zelo žalostno. Poznaš ti to? No, čakaj, da vidim. Sorry. Ja, to razumem, ja. Samo ne vem, zakaj reče oprost. I think it doesn't work. Jaz od tega samo work razumem, delo. Kaj? Mogoče si je našla delo. Ja, pa zakaj potem rekel oprost? Čakaj, nadaljuje se še. Betvenus. Betvenus. Čakaj, da poiščemo. Betven. Ne, ni ga. Imam še obilnejši slovar. 2000 najpogosteje uporabljenih besed. Počasi, Beno. Daj, pazi, Ivo, prosim te, no. Daj dol, položi. Dobre, čakaj malo. Ja, tak. Rige. Jaz tega sploh ne razumem. Zdaj ti ni za nalaž stopil na kurje oko. Ja, saj vem, da ni za nalašč. Pa niti za nalašč, ne. Ja, kaj pa potem? Joj, ne vem, Ivo, no. To je pač moj obrambni mehanizem, ne. On mi je stopil na kurje oko, mene je zabolelo, pa sem ga poškal pač. Roka mi je kar samo odletela. Taki pač jaz sem, veš. Ti je poletela zelo, še očala si mu zlomil celo. Ni, to pa ni res. Očala si je sam zlomil. Jaz sem ga samo vseko, pa mu zbil očala dol. On pa tako slepo tele, ko je sam na njih stopil. Zdaj mi je jasno. Ivo, veš, kaj ti zdaj jaz povem? Greva midva lepo nekaj spit, Patriot pa to... Igen. Škotla, dol. Ja, pa je pa vložil. Ja. No, hop, pazi, tako, ja, dobro. Vidiš, super, fino. Lepo je biti sosed. Ja. Patriot čaka. Ja. Zvoni! Evo, Ivo, kao si ti zdaj zvonil, no, če sem jaz tu. Betven. Aha, mam. Evo. Med. Betven pomeni med. Ja. Med?
Našla delo z med. Kaj čebelar? Ne. Med kot med tem, razumeš? Oprosti, Tibor, ampak med tem sem si našla delo. No, vsaj nekdo. Jo, dobro, Žuža, no. Kaj bi že nehal enkrat s tem? Takoj v ponedeljek grem v lovsko kočo, pa bom zrihtal. Ne vem, če te bojo vzeli nazaj. Zakaj me te ne bi vzeli nazaj? Ja, ko si šel na ministrstvo, si rekel šefu lovske koče, da je plešast, debel. Res? Je pa dobro, Ivo, kaj boš ti zdaj to tu pil? Gremo v spalnico, tam imamo še eno škatlo, pa je treba prenesti. Ajde, gremo. Ja. Hop, hop, hop. Ja, no. Jaz to, pogled. Betven, us, kaj pomeni? Betven, us. Veš kaj, mogoče je bilo USA, pa je se nekako zgubo. Razumeš, delo v Ameriki. Ja, čakaj, zato Tibor jokalo. Ja, Amerika je bolj daleč stran kot Gana. Kaj imate spet tu? O, Lidija, povej, ti razumeš, kaj pomeni betven, us v angleški? Between us, med nama. Med namo. Našla delo med namo. No, to nem tudom. Nem razumem. No, poglej, Lidija, poglej. Kartica od Humpule za Tibor. To je bil vesel. O, nem veselo. Nič čudnega. Ampule meni, da to med njima ne bo šlo. Brala bi košarico. Košarka. Čudno, noben paket prišlo, samo kartico. Ne, Silka, pustila ga je. Tako. Dobro. Čak, ne se zdaj razburja, se mu je lepo napisala. Ivan, Kaj je? Humpule dolo košarko, Tibor. Kaj in ta pismonosec je ni prinesel? Razglednico, ja, košare pa ne smo previsoko, kaj? Beno, greva. Jo, pride. Ova, pride. Čau. Pride, dobre. Ivo, prosim, da počasi, no. No, pa Čakaj, kom še? Jezus! Mama, pa ote. Ja, Beno, se seliš? Ne, Ivo je nekaj kupil, pa je pol poštar narobe prinesel, pa sva zdaj to midva... Pa to. Zdravo, mama. Ja, sinko moj. Ja, bošček moj mali, daj, da te mamica vidi, kako si slišal. O, ja, Ote. teta, stric, vsaka den. Bog daj špeh. Ja. Dobro, Ivo, to zdaj ti to svojo kramo spravi, pa... Pa izvolite naprej. Čakaj, ti bom torbico vzel, mama. Ja. Čak, to je... Moja mama njo že itak poznaš, ne? To je pa moj ate, njega pa glih zdaj Ne spoznavaš. poznam. Ja, zdaj ga pa že poznaš, evo. Silvika, no, mi dva vas ne bova motila. Jo. Bova, ker ko se namestite, pa pridi na vrata, pa potrkaj, pa bomo uredili še ostalo, kar je za urediti. Ivo, ti pa to svojo kramo s hodnika, pa to, ne? Ja. Ja, Igen, ja. Adio. Adio. Ja. Izvolita, se malo vselita, malo sem vam že tu pripravil. Daj, Žuža, prosim, ne, vmakni se. Kaj ne bi mogla pričele jutri? Dobro, ne delaj panike zdaj. Evo, izvoli, čakaj, mama, da ti blokiram. Tak, zdaj. Evo, fino. Pa to. Mava resen problem. Nisva mogla počakati. A ja? Sama ušesa so me. Kaj ne bi najprej kaj spili? Mislim, kavo, pa to. Najboljše, da kar takoj preidemo k stvari. Mama, kaj je kdo moral? Ločujeva se.
A ja, to. Hvala Bogi. A ja, Tibor, nam bo žalostno. Posluš, tatko pa stričko nam veste, kako izgleda ampule. Igen, nem veva. Ja, nam bo žalostno. Poglej, tu smo, tu tvoja mamika. Tatiko in stričko tudi. Mamo, radite zelo. No daj no, Tibor, te nikoli nisva pustila na cedilu. Ja, prišlo bo kakšno drugo. Bolj drugi. Kaj je? On, prosim te, posluš, nem važno, če hambule moški. Tibor še vedno naš, kaj ti ne imaš ga rad? Oči bučno, da ga imam rad zelo. Zdaj mu to še govorim. To, da je ampule moški, to mi ne gre v račun. Joj, kako ti brez srca. Posluš ga, Bogi. Revček joka nad Silika. svojim čilom. Slišiš, kako žalostno igra? Povej kaj libe. Tibor! Tibor, veš, se spomniš, kako je bilo, ko sem te učil voziti? Kolo? Nem to spominjaj, takrat zlomila nogo si. Povej, rad ga imaš, pa nem spominjaj tragedije. Dobro. Ne delaj drame. Tibor, Tibora, se spomniš, ko smo potem šli v bolnišnico, a ne? Ja, pa sem potem zelo študiral, kako naj ti pomagam, ampak sem pa tudi čutil zelo, kako bi bilo, če bi te izgubil in če da jaz ne bi več imel. Bi bilo zelo hudo, če ti ne bi povedal, kako rad te imam. Tiborčku, sliši, kako Ivan izlilo srce ti. je. Ja, kdo zdaj igra to čelo? Nišče. CD poslušam. Dobro, ne? Zelo. Daj no, mama, prosim, vaj, no. Ko ste vidva znorela? Ja, saj čez par let bo ta ja imela zlato poroko. Zlato poroko, ja. Jaz bi morala dobiti zlato medaljo, da sem toliko let zdržala z njim. Kaj te pa te na njem moti, pa to? Ja, kaj? V celem dnevu reče maksimalno en stavek. Samo sedi in gleda televizijo. Kaj je že dolgo tak? Ja, odkar je začel tisti fuzbal. Ja, to! Mama, joj! Pa to je vsako leto tak. Samo naj se začne Champions League, pa je to tak. Ja, glej, ti samo lepo počakaj, da mine polfinale, pa finale, pa bo vse po starem. Ja. Samo da to mene ne zabava več. Jaz hočem živeti. Hočem hoditi na romantične večerje. Hočem komunicirati. Jaz se ne počutim stara 60 let. Da ne govorim, da jih 60 niti ne zgledam. Krščen duš. To? No, prosim. Ja, to. To je edino, kar zmore povedati. Pardon, če se lahko malo vmešam v to debato? Ja, lahko. Sej tak moram biti vesela, da lahko sploh s kom komuniciram, pa magari s tabo. Fajn. Samo eno vprašanje imam. Ko se ločite, ne? Oprosti, Žuža, nista se še ločila.
Okay, Beno, jaz bi samo rada bila pripravljena. Ja? Gre se za to, ko se ločita. Kje boste pa živeli? Torej, če se ločiva, si bom probala čim prej najti novega partnerja. In tu pri vas je le boljša izbira, pa tudi klinike za plastično kirurgijo so dosti boljše. Čakaj malo, ko si ti malo fuk, mislim, oprosti, pardon, ko se ti hecaš malo? Ti bi rada po tolikih letih, pa to si našla novega partnera, pa šla na plastično kirurgijo. Jo, super, no, pa se lahko zgodi, da se pri 40 letih sploh ne bom poznal mojega novega ateja, pa tudi mame ne, najverjetneje, ko pride z plastične operacije. Beno, samo malo. In vi imate tu, ne vem, kako stanovanje, ali boste v hotelu, ali kaj? Ja, pa ja ne bom v hotelu, če ima moj sin tako stanovanje. Aha, vaš sin, ne, ima 3-sobno stanovanje in v njem živi s svojo ženo in po novem tudi svojo hčerko. Ne vem, kaj hočeš povedati s tem. Moj sin dela na ministrstvu in zasluži dovolj denarja, da lahko pomaga svoji ubogi mami, ko je v krizi. Ja, na ministrstvu dela, ja. On pridno dela na ministrstvu. Tudi ko ima kurje oko, dela na ministrstvu, ne? Ja, dobro, Žuža, pustimo zdaj to, kaj tečemo, ne, izvoli, ate, tu imamo. Čakaj. Kakorkoli že, tu ni prostora. Ja, ampak, draga moja, se bom tu samo, dokler si ne najdem novega partnerja. Pa si mislite tu kar stalno bivališče urediti? Veš kaj, Benjamin? Da me ta nema mumija žali, sem že navajena. Ampak da me žali tvoja razvajena žena, tega si pa ne dovolim. Jaz nisem razvajena. Jaz v tem gospodinstvu delam non-stop. Koliko je dan dolg? Skrbim za svojo hčerko in za vašega sina. To se pravi pravzaprav za 2 otroka. Draga gospa. Benjamin, naj me tvoja žena ne kliče draga gospa. Žuža, daj prosim, ne kliči moje mame draga gospa. Če se bo tu s kufrom pojavila, jo bom še kak drugače klicala. To ti garantiram. Ne vem, kaj hočeš s tem povedati. Da če se vi sem selite, pol se jaz ločim. Ja, pa dobro, čakajte malo, kako vas vse razganja, ali ko? Ja, pa maj je ja mesec ljubezni. Mogli bi se imeti radi. Pa to. Pa kaj je zdaj z vami? Tibor je košarica, moja mama se ločuje s človekom, s katerim je skupaj že 40 let, samo zato, ker malo manj govori. Moja žena se pa hoče ločiti z mano zato, ker v najnem stanovanju ni prostora za mojo mamo. No, važno pa je, da je prostor za vseh 20 vrtnih gugalnikov. Beno, ti vrtni gugalniki bi bili tu samo za 2 dni. Kar za tvojo mamo ni mogoče reči. Ti spomniš, ko je prišla k nam, ker je morala nujno na WC? 1 teden se je nismo znebili, daj no. Če nas pa ima rada. Ne, samo čakaj, Žuža, takrat jo je fajn stisnilo, veš? Veš, kaj se meni zdi, Žuža? Da so tebi ti vrtni gugalniki bolj pomembni kot moja mama. Ja, kaj tečeš? Ja. Grem. Si kaj boljše? Evo, rabim še. Si zdaj boljše? Ivo, jaz sem na robi živčnega preloma. Nič ne komentiraj. Ne. Ne. Samo kimaj z glavo. Ja, Nič ne govori, pa tiho bodi. razumem. Ja. Moja mama se hoče ločiti, hoče iti na plastično operacijo, pa še hoče si najti novega partnerja. Ja. Mlajšega. Ja, starejšega zikr ne.
Pol bi mogla vzeti lopato pa iti iskat na Britov, saj veš, kaj mislim. No, saj še ni tako stara. Kaj ni? 60 let ima že. A, Ja. jaz sem pa mislil, da jih ima tam okoli 50. Ja, ziker, ja. Pol je mene mogla imeti pri 9 letih. Ja, Kaj, fanta, še kaj prinesem? ja. Ja. Tina, Katera Tina? Ja, Tina, Gabrova, mi z gozda 2007. Ja, saj res, ja, Gabrova Tina, ja. Še zdaj imam koledar od 2007 na tvoji strani gor odpreti, ja. Ja, februar 2007, ja. Ja, ja. Ja. Pa še zdaj je ta koledar gor, pa več niti ni leto 2007. Ne. Ampak sem bila tudi Miss Hawaiian Tropic 2008. Ja. Ja, čakaj malo, kaj pa ti delaš tu, kokelnica? Kaj ti nisi na Havaji? Mah, recesija je prizadela tudi Misice. Kdo? Recesija. Ja, seveda. Tako pride. Še kaj prinesem? Jaz sem mislil, da prej. Čega? Hvala. Ja, daj mir, daj, no. Ja, Beno, to je normalno, saj gospodična mična, pa še muskulatorna, zelo. Ja. Ne komentiraj, Ivo. Ti. Sem že tiho. Ja, moja mama se hoče tudi k meni priseliti. Ja. Z novim fantom. Ja, kam bosta pa šla, saj nimate doma nobenega prostora. Ja, pa saj je vseeno, če s fantom ali ne. Če to naredi, se bo moja žuža odselila. Ja, se, potem je pa problem s prostorom rešen. Ivo, ne komentiraj. Saj ne konstatiram. Ne komentiraj, ne konstantiniraj. Skratka, ne delaj nič, kar se začne na K. Ti sam si rekel, da lahko kimam z glavo, to je na K. Ja, samo zdaj nisi kimal, ampak si prikimoval. To je na P. Kar je na P lahko. Ja, lahko. No, razen par izjem, pa to. Prav. Ja, saj... Pa ne bodi nevrotičen. Nisi edini, ki imam probleme. Jaz imam doma tudi nekoga, ki ima zlomljeno srce. Daj, Ivo, no, pa ne delaj panike. Najprej bomo skupaj spravili moja dva stara, pol bomo skupaj spravili naša dva mlada, pol bomo pa itak... Prijatelja, prvo bo te zdaj spravila vase ta dva. Ja, hvala lepa. Hvala lepa, ja. No, pa ja, ne bo problem, saj veš, kaj mislim. Ja, živeli. Živel? Ja. Ja. Šestinsedemdeset, 77, 78, 79, 80, 81, pa take. Ja, dobro, no, 15, pa kaj zdaj? Evo tak, zdaj pa sprememba plana. Ata mora biti tu, zato, ker če ne bo videl televizora, pol bo spet jokat začel, ne? Midva z Žužo bo šla lepo v spalnico, seveda, kaj mislim... Dobro, pustimo zdaj to. Ti, Lidija, lepo v svojo postlo. Mama, ti boš pa na kavči spala, pa je. Jaz že ne bom spala z njim v istem prostoru. Daj no, mama, pa tvoj mož je. Kaj ti češ? Ne, naj tu spi Lidija, jaz bom pa v njeni sobi. Se je vedno imela raje detka kot babico. Mogoče zato, ker je vedno Lidija klical. Ne pa punčara, neposrečena. Vedno, ko je odšla od nas, sem še cel teden pospravljala za njo. Dobro. Lidija, pol boš pa ti lepo tu spala? Saj imaš rada detka, ne? Deda smrči. Deda ne smrči. Kaj pa? On samo tak bolj čudno diha, pa to. Ti pa nekomu drugmu čudno diha, ne? Meni že ne več. Daj, mama, no, celi čas se pritožavljaš, da se sploh ne oglasi. Zdaj mu daj šanso. Benjamin, sram te bodi. Smrčanje, prdenje, pardon, in spahovanje je zate komunikacija.
Glejmo. Ti se lepo tu vležeš. Glej, kako je mehko. Pa tu je ja tako mehko, ko... No, skratka, tu je fejst mehko. Jaz sem že tako utrujena, tako da grem spat. V svojo poslo. In v tem trenutku mi je čisto vseeno, kdo gre z mano. Bom jaz. No. Ti, stara mama, lahko spiš v moji posli. Dobro veš, da ne maram, da me kličeš stara mama. Prav, babica. Čara neposrečena. Jo, čakajte, ko pa jaz? Ti, Beno, pa lahko ostaneš tu lepo na mehkem. Lahko noč. Dobro, no. Ali pa lahko noč. Evo tako, ate. Dobro, Benči. Jo, Dober večer. dober večer. Ko pa ti tu? Prespat sem prišla sem. Zakaj pa? Zakaj? Zato, ker mi je nek debil nam je dal cel kup škatel pred spalnična vrata, jaz sploh ne morem not. Zato. Aha, ja pa čakaj, ko ne bi ti mogla šele jutri priti? Jaz sem pač prišla danes, zdaj bi rada šla spat. Da lahko noč. Lahko noč. Dober večer. Se veš, kaj mislim. Ne delaj panike, pa to. Lepo je biti sonce. Lepo je igrato. Je bolj ena žalost. No, poglej, nekdo še poje zraven. Silvika, veš, Beno se strinja ponovno, da bi naša Lidija in Tibor prišla skupaj. Igazan. Dobro, to moramo napraviti takoj. Zorganizirati vse. Grem jutri takoj po zabojnik piva, cigarete pa meso. To radoma. Igan. Kaj najraje? Kaj le, patriota. Ko tato. Ja, takrat, ko je sita. Samo Tibor vegetarijanec. Če hoče Tibor imeti dobro punco, mora najprej poskrbeti za to, da bo začel jesti meso. In ko bo naš Tibor začel jesti meso, bo mogoče vendarle začel končno tudi piti. In ko bo začel piti, bo začel še kaditi. In potem bo začel končno le. Je